Ni meje za dobre ideje. Prijazen pozdrav. Odmeva še z našega radijskega kolesarjenja. Veste, kje smo ga začeli? V kraju, ki je znan po številnih inovacijah. Tam je bila prva tovarna testenin na Kranjskem. Prvi so pakirali mleko v embalažo. A to sta le dve od številnih inovacij ilirsko-bistriškega konca. Kot iz rokava jih je našteval Primož Rojc, ki tudi sam z bratom v delavnici izdeluje domače lesene igrače. Jaz izdelujem lesene igrače, moj oče je bil mizar in sem tako pač tudi nadaljeval, tako da tukaj sem se pač lotil bolj drugačnih igrač, kot tiste klasične, ki poznamo. Moram reči, da dokaj uspešno, ideje so bile dokaj uspešne. Dobil sem tudi z eno igračo prvi v Sloveniji nemško nagrado Spielgut za zelo dobro igračo, ker to redko kdo dobi, ne. Predvsem Nemci so taki, da ne radi ne dajo iz svojih rok. Igrača Akrobat je tako narejena iz bukovega lesa, skupaj z bratom je izdelujemo, tako da je ena taka, če je prepričala jih, tako dokaj uspešna. Ampak zgodb v Bistrici je veliko bilo in jih je še in jaz verjamem, da jih tudi bo. Če povem, da je od tukaj prva tovarna testenin na Kranjskem bila 1899, pa imeli smo prvo lesovinsko ploščo, tudi v skupni državi nekdanji leta 1946 bila narejena, pa prvi smo mleko pakirali v embalažo pred na celi bivši skupni državi. Tako da ta ideje, inovacije tukaj so tudi doma. Kako boste pa vi razvijali, čeprav, ko govoriva o inovacijah, vi vendarle združujete še tradicijo, stare lesene igrače. Koliko tega je, ki samo čaka, da se odkrije? Mislim, za nove igrače, predvsem moraš biti drugačen, da lahko uspeš tukaj, ne? Pač ne moremo se iti mi igrač, ki jih izdelujejo Kitajci, naprimer, ne? Pač, ki se jih izdeluje v velikih količinah, ampak moraš biti drugačen, moraš svojo zgodbo prepričati, ne? Trg je zelo zahteven, poln, težek, ne? Lahko rečem tudi, ker navsezadnje se veste, da so družine, ki to kupujejo, je cel kup drugih stroškov in je največkrat taka stvar, kot je igrača zadnja izmed teh, ki jo si lahko privoščimo, ampak tako gre z inovativnostjo, no. No, ampak Primož Rojc, glede na to, da sta z bratom dobila zdaj za eno od lesenih igrač tudi nagrado z nemškega konca, to pomeni, da se vama je trg odprl širše ven? Na temu še nekaj delamo, da bi prišli ven, nismo še, mogoče pa bomo, jaz upam, da ja. No, ta nagrada vama je zagotovo odprla nek nov prostor. Ta nagrada predvsem mi je bila kot neka potrditev, da je lahko ena taka čist majhna delavnica z nekimi majhnimi prihodki, praktično brez zaposlenih ljudi za marketing, za inovacije, za dizajn ali karkoli, da se da tudi tako narediti. Tu nam je dalo predvsem to potrditev. Ne? Je pa tudi zgodba trajnosti. Jaz zmeraj pravim, da lesene igrače so trajne. Niso vse lesene igrače trajnostne, ne? Tu pač ni vse, kar je leseno dobro, ker za veliko produkcijo iz drugih dežel se skrivajo žalostne zgodbe, ampak jaz zmeraj staršem pravim, ne kupujejo otrokom malo igrač, tudi malo stvari, tiste, ki pa izberejo, ne izberejo kvalitetne. In tako se bo tista igrača, če je dobro izbrana kvalitetna igrača, bo zagotovo tista igrača, ki bo počakala tudi na vnuke. Primož, kje lahko sledimo vam in pa delu vašega brata, vajini skupni zgodbi? Na Facebooku, na Instagramu, na spletni strani domačeigrače.si, prisotni smo povsod, tako da z veseljem poglejte. Ne? Uspešno zgodbo vam želim, da bi pisala še naprej. Hvala lepa. Domače igrače, igrive, naravne, trajnostne. Jih poznate? Snežniške zverinice, kopitljačke, snežniške škrate, koprske beštije in še mnogo drugih, ki jih izdeluje skupaj z bratom naš sogovornik Primož Rojc. Ni meje za dobre ideje.